se danes zdi, da je svet vedno bolj razdeljen zaradi nestrpnosti. Kristjani spoznavamo in verujemo, da je naša vera v Jezusa Kristusa pod pretok žive vode, ki po svetem duhu in naših molitvah teče na rane tega sveta, ki jih hladi in blaži. Vendar potrebno je več kot samo spoznanje vere. Potrebno je življenje v Kristusu. Vera ni narod. Vera je biti v Kristusu. Termometer naše vere je svetopismo. Svetopismo in to odprto svetopismo. To pomeni, Sveti Duh govori naprej, govori celotne cerkvi, teologom, duhovnikom, vsemu Božjemu ljudstvu. To pomeni, da je v cerkvi na nekih novinkoških dogajanje neprestana novost poznanja in razlaganja Božje besede. Pomeni, da je Sveto pismo šola Svetega Duha. V tej šoli oblikujemo osebnost. Odpiramo oči razuma za resnico in oči srca za ljubezen. Slovenci smo lahko ponosni, da je na začetku nastajanja naše narodne biti bila Božja beseda navzoča kot vir duhovnosti slovenskega človeka, ki pa je za nami, poleg Trubarjeve cerkve slovenskega jezika, pustil široko protestantsko skupnost v različnih cerkvah in različnih tradicijah. Prizadevanje za edinost kristjanov je tako staro kot krščanstvo sami. Vemo, da kristjani v nobenem času niso uresničevali Jezusovega naročila in molitve za edinost. Hodimo po različnih poteh cilju, ki je Jezus Kristus. Na tej poti pa se srečujemo, žal pa tudi večkrat drug drugemu izumimo. Naša cerkev krasi oltarna slika, ki prikazuje srečanje Jezusa s Samarijanko pri vodi. Ta podoba nam priča v spomin čudovito srečanje in pogovor. Po srečanju in pogovoru med Jezusom in Samarijanko smo letos razmišljali v tednu molitvene osmine za edinost kristjanov, ki se za današnjo nedeljo izteka. Daj mi biti je bila tema osmine. Jezus je zavestno šel v Samarijo, kraj različnosti, ker se je želel srečati z drugačnimi, tujimi ljudmi, s katerimi običajni ljud ni želel imeti stika. S tem nam daje pomembno sporočilo. Če se zapiramo pred tistimi, ki so drugačni, in se družimo samo s sebi enakimi, smo prikrajšani za srečanje, za pogovor. Prikrajšani smo za spoznanje drugačnosti, za dialog z njimi, osiromašeni smo in ostajamo sami. Potrebno je iti skozi sami. In na tej poti naletimo na vodnjak, poln vode. To je voda, za katero je Jezus prosil, ker je bil žejen in utrujen od poti. Prosil je vode, ki jo je dan za dnem hodila zajemat Samarijanka, da se poteši željo. Tudi mi vsi, sestre in bratje v Kristusu, smo danes na poti vsem. Zbrali smo se okrog vodnjaka, v katerem je živa voda, in Jezus daje nam vse. Tako je voda, ki prihaja po različnih izvirih znamenja edinosti. Med nami toplo pozdravljam vas vse, drage sestre in bratje v Kristusu, še posebej pa naše goste. Najprej Matjaža Čeljubca, generalnega tajnika Slovenske svetopisemske družbe, ki nam bo danes pregovoril o pomenu zapisane Božje besede in o današnji nedelji Sveti
nami pozdravljam Steva Telzerova, pastorja Mednarodne krščanske skupnosti. Potem Davida Pokorna, predstavnika reformirane evangeljske cerkve. Sergej Šlankovič, predstavnica Pinkušne cerkve Center Ljubljana. Nina Davidoroviča, predstavnika Turborevega foruma. In pa Tonija Joviča, namestnika predstojnika evangeljske krščanske cerkve, s katerimi sva sokriva, da smo se tako lepo znotraj različnih protestantskih cerkvanih skupnosti danes na nedeljo Svetega pisma in pa ob zaključku molitvenega tedna za edinstvo kristjanov srečali tukaj v cerkvi. Vsi skupaj srčno pozdravljeni.
Toda, kako naj ga kličejo, če niso verovali ga? In kako naj verujejo, če niso slišali o njem? In kako naj slišijo o njem, če ni poznanjevalca? In kako naj oznanjajo, če niso bili poslani? Kako je pisano, kako lepe so noge tisti, ki prinašajo veselo znanilo po dobrih rečeh. Toda evangeliju niso bili vsi poslušni. Izaija namreč pravi: Gospod, kdo je veroval našemu poznanjevanju? Potem takem je vera iz poznanjevanja. Poznanjevanje pa je po Kristusovi besedi. Evangelij po Janezu, 4. poglavje. Medtem so prišli njegovi učenci, ki se čudili, da je govoril za žensko, vendar nobeden ni rekel, kaj bi rad od njih, ali zakaj govoriš z njo. Tedaj je žena odložila noč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija? Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi ženinih besed. Vse mi je povedal, kar sem storila. Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih in ostal je tam 2 dni. Pod odgovor na slišano Božjo besedo odgovorimo z našo vero v trojetnega Boga v apostolski veroizpovedi. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebesa in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj, na 3. dan vstal od mrtvih, šel v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, on tam pride sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen. Amen.
tem namenom, da v bistvu proslavimo dan Svetega pisma, razumljajo Svetega pisma. Spregovoril bi o par misli o Božji besedi in tudi o krščanski edinosti in potem prav glede Svetega pisma. Pa začnemo pri teh delilih, ki smo jih slišali. Slišali smo namreč, da vera prihaja po Kristusovi besedi. In potem smo brali o Tonu, ki je tudi upodobljen nad mano, kako je točno to se zgodilo, ne? Kristus je govoril, žena je začela verovati, in ne samo ona, celo mesto začela verovati. In ta reka žive vode, o kateri govori širši od doma, če se ga spomnimo, o tem je v 4. poglavju Janezovega evangelija, to je ta živa Božja beseda, ki dejansko izvira od Božjega prestola v nebesih in ki prihaja na ta naš svet, ki nam daje, da začnemo verjeti, ki nas dejansko obnavlja, prenavlja, pozdravlja, oživlja z resničnim življenjem. No, za začetek nekaj misli o tem, o edinosti kristijanov povem. Čisto uvodoma se mi zdi pomembno poudariti, da je avtor edinosti med nami, ki verujemo Kristusa, je Bog. On je pobudnik, on je uresničevalec te edinosti. To nismo mi sami po sebi. Se pravi, če mi želimo, če nas je Sveti Duh spodbudil, da iščemo enotnost in povezanost, potem seveda moramo iskati tam, kjer je. Se pravi, pri Bogu. Ker tudi seveda krščanska enotnost ni sama sebi namen, ampak je pravzaprav element, če smo tako reči, Božjega poslanstva, Božjega dela v svetu. V tem Božjem poslanstvu želim dosti malo več govoriti. In bom kar za začetek, da bom spomnil eno vrstico v Janezovem evangeliju, prav tako v 17. poglavju, Jezus moli za enotnost in pravi, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si na tem ostal. Se pravi, krščanska enotnost je misionarska. Ima misionarsko poslanstvo, ima misionarski učin. To, da se mi kristijani unižamo vsak iz svojega slonokoščenega stolpa, če tako rečem, da se stopimo dol in se povežemo in da se priznamo drugega in da skupaj pričujemo za enega Gospoda, ima učenje, kaj da bo svet veroval. Se pravi, to se mi zdi zelo pomembna stvar, ki želim, da jo imamo pred očmi, ko razmišljamo o naši enotnosti. Ne gre tukaj na prvem mestu, da mi razrešujemo neke spore iz preteklosti ali takoli. Pred očmi moramo imeti to Božjo vizijo. No, in potem želim postaviti še eno trditev. Vsaka krščanska enotnost, če je to res pristna krščanska enotnost, mora temeljiti na Božji besedi. In mora biti inspirirana od Božje besede, utemeljena in oblečena in polna Božje besede. Zakaj? Prej smo rekli že, da imamo izvir enotnosti iskati na enem samem mestu, to kar pri Bogu osebno. Zdaj pa, vemo, Božja beseda je Bog, ko nam pove začetek Janezovega evangelija. Govorimo o Božji besedi, izgleda kot začetnica. Ampak Božja beseda ni Bog sam v sebi, ampak je Bog, izhaja iz sebe in ustvarja se in odrešuje se. In Božja beseda ni Bog, ki nekog biva sam zadosten nekje v nebesih, kaj bi rekli, ampak je Bog, ki se je sam v svoji veliki milosti, v suverenosti odločil izstopati iz sebe, ustvariti svet in potem je svet Pavlov v ljudi reševati. To je Božja beseda. Se pravi, ko govorimo o Bogu, o drugi Božji osebi, Božji sina, kot človečena Božja beseda je Bog v svojem izstopanju ven. Se pravi, je že Božja beseda sama po sebi, je pravzaprav misionarska. Bog sam je misionar, če hočemo tako reči, da izstopa iz sebe in se steguje k svetu in ga preoblikuje in ga rešuje. In seveda to najbolj jasno očitno vidimo potem v Jezusu, kot človečeni Božji besedi. On je točno ta beseda, ki bi prišla od Boga in ki jo se rešuje. No in tudi to moramo reči, kako je Bog danes prisoten v svetu. Najprej in predvsem
Božjo podobo. No in prav ta živa Božja beseda, to je to Božje poslanstvo. Kako Bog deluje v svetu, to Božje delovanje. To je ta Božja misionarska narava, o kateri sem govoril. To je Božja beseda. Bog ne biva med nami statično, tudi v primeru, ali pa pasivno, ampak Bog je med nami vedno aktiven, dinamičen. Se pravi, njegovo delovanje je misionarsko. Največji misionar seveda je bil kar Jezus, človečena Božja beseda. Mi vsi, ki pa verujemo vam, smo pa poklicani, da smo skupaj z njim, da gremo za njim in da smo tudi mi misionarji, vsak na svojem področju, vsak na svoj način, ampak čim smo kristijani, smo nujno deležni tega klica, te narave, ker nas je nagovorila in zajela ta ena in edina živa Božja beseda. No, se pravi, če iščemo krščansko enotnost, potem je dejmo misliti kot edinost, kot misijon. In to kot čisto preprosto posledovanje te Božje besede. In ker vemo, da temu je obljubljen Sveti Duh. Bog je obljubil, da bo postal Sveti Duha, pa kaj na karkoli. Obljubil pa je apostolom, da je rekel, pejte, razglašite besedo in odlečni boste v noč višali. Se pravi, da je vsem kristijanom, ki se Duh obljubljen, točno, ko se postavimo v ta jar. Tukaj, v tej misli, menim, da se bomo mogoče postaviti. Da gre pravzaprav za zelo pomenilo temo. Rekel sem, da krščanska enotnost se išče in najde najboljš v misijonu, se pravi v tem, kako, kaj možno s tem reči, v tem, da se vsi kristijani zavemo te naše poklicanosti v svetu, da smo dejansko misionarji. In seveda, če se tega zavemo, kako je to eno ogromno stvar. Kako je to eno ogromno delo, ki ga noben od nas sam ne more zadostiti, ne more zadostno odgovoriti. In takoj seveda bomo nagovorjeni tem, da se ponižno pridružimo drug drugemu, da se pridružimo naporom en drugega in si začnemo pomagati. Ta vizija, ta misel, da je v bistvu krščanska enotnost se grede v tem, da stopimo skupaj v misijon, je dejansko nekaj močnega, nekaj, kar nas tako močno spodbudi in ne začne izgrajevati na ta prav način. Da se pravi, gre za to, da se res skupaj zavemo tega velikega klica. In da imamo to eno vizijo. In potem se ne zdi, ko tako ponižno v bistvu pristopimo k Božji poklicu, potem se tudi naše razlike, ki so med nami, nehajo tudi prekletstvo in začnejo tudi blagoslov. Ker dejansko se Božja beseda se mora na različne načine in v različnih oblikah prinašati temu svetu. Se to je del Božjega bogatstva, da obstaja različnost načinov, različnost pristopov, različnost liturgij in tako naprej. Se to je samo posebno bogatstvo, če smo mi dovolj ponižni, da se en drugega spremljamo in da se začnemo podpirati, da se začnemo pomagati. Vsi mi ljudje smo krhka in šibka bitja. Bog se je pa v svoji ljubezni zbral, da bo z nami takimi, kot smo delali. In to je dobra novica, da je nas. Take, kot smo vzame in samo od nas želi, da dejansko začnemo poslušati drugega si pomagati, tako kot je prav. Se pravi, to doskrat poudarjam in se mi zdi pomembno, da se spomnimo, kako je pravzaprav nova zaveza, če pogledamo samo crkvene oblike bogoslužja v novi zavezi, pogosto pozabljamo, da imamo dve zelo različni krščanstvi. Imamo judovsko krščanstvo, kjer imamo ljudi, ki hodijo v tempel, ki zelo verjetno obrazujejo svoje otroke, ki se držijo predpisov o jedeh in o tem in o onem, o praznikih in to morajo verjetno po obrazcih in tako naprej, ampak so to delujo misijo. Na drugi strani imamo pa recimo kristijane iz Pavlova poganskega misijona, ki ničesar od tega ne poznajo. In potem
Božjo modrost, Božjo ljubezen. Dejansko Bog želi, da ima to gibanje, da je Jezus sprožil ta reka žive vode, ki teče od Boga, da se izraža na različne načine. To je del Božjega načrta od začetka. Meni je to spodbuda, da to gledam na Novi zavezi. No in zdaj pa posebno pozorno še na eno dejstvo, ki ga včasih pozabimo, da je pravzaprav, prej smo prebrali, da je krščanska enotnost in bi povzročila, da bo svet veroval, da se jim ti poslal, ko je Jezus molil. Ampak zanimivo, da imamo pa pogledavi naprej v Janezu, imamo še podoben stavek, ki pravi takole, probam, da se ta 31. vrstica iz 20. poglavja. Prav, Jezus je upričal svojih učencev, storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisane v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da bi imeli življenje v njegovem imenu. Zapisana Božja, da Sveto pismo ima točno isti namen. Ima spet lahko rečemo ta misionarski namen, da bi ljudje verovali. Bog je v svoji spet modrosti se odločil, da bo obstajala neka taka stvar, kot je zapisana Božja beseda. Ta stvar je v bistvu čudna. Kot smo rekli, čudne reči, da je on z njim djal. In to, da imamo, da je nekaj take, da bo zapisana Božja beseda, je čudna stvar. Samo po sebi tega potem navadi razmišljamo, ampak s tem nam je Bog dal dejansko sredstvo, da nas kliče k veri in s katerim dejansko nam pomaga, da bi v celom svetu, da lahko spoznamo Boga in da verujemo manj in tukaj prav, da bi imeli življenje v njegovem imenu. Se pravi, govorimo o dveh usporednih stvareh. Se pravi, spet namen Svetega pisma ni neko abstraktno razmišljanje o Bogu ali to ali ono ali tretje. Namen Svetega pisma je prav tako misionarski, je, da bi svet veroval. Se pravi, Sveto pismo spada na to področje Božjega misijona, če smo tako reči. In seveda, tudi mi smo povabljeni in poklicani, da smo v tem misijonu udeleženi. No in zdaj, če razmišljamo še en korak naprej, prav po nedelji Svetega pisma, je danes, se mi zdi, da se to lepo navezuje. Ravno zaradi pomembnosti Božje besede za krščanski misijon in za povezovanje, za edinost kristjanov, ima tukaj Sveto pismo posebno vlogo. Že prej sem omenil, da Sveto pismo je pravzaprav nekaj čudnega, nekaj presenetljivega. In dostakrat se o tem ne sprašujemo. Morda je pa ravno to potrebno, morda je pa dobro in dejansko je izkušnja mnogih kristjanov v svetu, je, da je dobro, da se vzamemo enkrat na leto, čez da se pravzaprav ustavimo in da pomislimo, kaj je ta dar, ki ga imamo. No, kot rečeno, to nedeljo Svetega pisma prakticirajo mnogi kristjani po svetu in zanimivo je pravzaprav tako, da v tujini večinoma to prakticirajo protestanti. Pri nas v Sloveniji pa so s tem začeli katoličani in po mojem so začeli modro, ker so izbrane delje, ki je blizu, tako predvsem na koncu tedna krščanske edinosti. Tukaj kot vidimo, to paše skupaj, tukaj je ena modrost v tem. In seveda, jaz menim in tudi mi, kot svetopisanska družba, menimo, da je čas in da je dobro, da bi se mi protestanti pridružili tej eni pobudi. No in tudi mislim, da je to zelo dobro, če je to na isti dan, ker s tem izpričamo svoje skupno pričevanje. S tem, če vsi kristjani v Sloveniji na isti dan praznujemo nedeljo Svetega pisma, s tem pričujemo vsem Slovencem tistim zunaj. Pričujemo, da je Sveto pismo eno, da je Sveto pismo pomembno za vse in da kristjani stojimo v eni vrsti tukaj, v tem pričevanju. In torej menim, vsekakor menim in spodbujem, da je dobro, da se tudi vse protestantske cerkve odločijo za to nedeljo Svetega pisma. Ker to je pričevanje, ki nam pomaga. No in da to, ker seveda, čim je to praznik nas vseh, na to že samo po sebi
Večkrat več o nedelji svetopisnosti. Kaj konkretno ne bi to bilo? Kot sem že rekel, je to prilika, da se ustavimo in da enkrat na leto razmislimo, kaj sploh to je. Bom uporabil brez podobo. Svetopismo je tako kot očala, ker nam je Bog da, da skozi njih gledamo na svet. In da zaradi teh očal na določen način razumemo samega sebe, razumemo svet na določen način, razumemo tudi seveda Boga na določen način. Zaradi svetopisma smo postavljeni v ene zelo posebne odnose in se pravi med sebojno in z Bogom in navzven. In nadalje smo seveda postavljeni v neko zelo posebno zgodbo. Mi smo, če smo bralci svetopisma in resničevalci smo del ene velike Božje zgodbe, ki je Bog dela skozi zgodovino. Se pravi, svetopismo, to so nekaj vrste očala. Zdaj pa sami pa nehimo, da očala imamo zato, da skozi ne gledamo. Zelo redko, ko znamo na očala, da samo očala pogledamo. No, ampak včasih je to tudi dobro. Se pravi, nedelja svetopisma je pravzaprav dan, da znamo na očala, pa rečemo, kaj pa je sploh to? Se pravi, da pomislimo, da trezno pomislimo, kako nam je Bog dal in seveda, da se Bogu zahvalimo za to veliko stvari, za ta velik pripomoček ali pa sredstvo milosti, bi tako rekel. To je prvi namen nedelje svetopisma, da se zahvalimo in da se sami zavemo, kristijani, tako trezno, da se zavemo, da tega dejstva, da nam je dana zapisana Božja beseda. Tudi je zapisana vse, da prihaja v naši človeški krhkosti, ker to je človeška govorica. Ampak vendar, seveda kristijani, verujemo, da je to tudi Božja beseda, dejansko živa Božja beseda. Tako nekako kot vidimo v Jezusu, v človečem, od krhko človeško bitje, pa vendar resnična Božja beseda. Neka mehko sporednice, ki zapisani Božja beseda, enako. No, seveda, gre za pravzaprav praznik svetopisma. Nedelja svetopisma je praznik svetopisma. Je to, da se ustavimo enkrat na let in da to, kar skozi uporabljamo, to, se skozi poglabljamo, da se tukaj ustavimo prav v tem dejstvu, da imamo to besedo in da mogoče sami tudi začnemo iskati načine, kako boljše ravnati s to besedo. Svetopismo nas spodbuja, da je treba prav ravnati s Božjo besedo. Tako da so seveda tudi nekatere konkretne vsebine na stvari, ki jih lahko delamo na tega svetopisma. In seveda tukaj je tudi svetopisanska družba, je tukaj pomaga pri tem z različnimi idejami in aktivnostmi, za katere se lahko odločite. Jaz sem tudi zdaj 3 sklope aktivnosti bom navedel in seveda lahko posamezna skupnost vse troje vzame, lahko samo eno od teh stvari, lahko 2, ampak želim da večkrat idej konkretno, kaj lahko krščanske skupnosti tukaj delajo. Zdaj, prvo področje je definitivno, lahko rečemo temu, notranja okrepitev. Se pravi, nedelja svetopisma je dobro, da se skupnost notranje okrepi. In tukaj mislim v 2 smisli. Najprej, da se spodbudi sploh v naših skupnostih k rednemu branju svetopisma. V protestantskih krogih ne bi bilo to sicer samo umevno, samo da sklade žal kaže, da ni tako. Tudi med protestanti upada redno branje svetega pisma. Torej je nedelja svetega pisma odličen dan, da se spodbudi, da se da razne možnosti, da se da prav izziv za redno branje svetega pisma. No, verjetno večino od se vidi, da smo nekaj takih izzivov pripravili na svetopisanski družbi. Eno so tista knjižna znamenja, ki je 30 odlonkov in so ljudje pozvani, da ne v naslednjih 30 dneh vsak dan eno odlonk preberejo. Potem imamo nadaljevanje tega, je ta knjiga, ki je bistvenih 100, tukaj je 100 odlonkov iz svetopisma. In to je zelo preprost, pa konkreten izziv, ker je v branju svetopisma in k poglobitvi do Božje
najde, reče, aha, to je hvala, gremo naprej. Zdaj, Božja beseda je močna, lahko govori tudi na ta način, v redu, samo to skem vemo, da ni najboljši, ne bi se tudi ta prvi način branja svetopisma. Vseeno obstajajo boljši način in dobro je, da morda enkrat na leto se ustavimo in razmislimo, kako beremo svetopismo in kako dobro, kako bi lahko bolje brali svetopismo. O tem spet svetopisanska družba pripravlja nekaj materialov, nekaj pobud in prav o tem, kako boljš pristopati k celoti svetopisma. Se pravi, to je ena od stvari, ki jo predlagamo, da cerkve naredijo na svetopisma, notranjo okrepitev. Druga stvar, sploh, da zdaj, če res to postane nedelja vseh kristjanov, potem je to odličen čas za svetopisanski misijon. Kot smo že prej rekli, tukaj gre Božja beseda misionarska, se pravi, imeti na ta dan javna predavanja, koncerte, nastope, pa potem seveda tudi deljene svetopisma, svetopisanske literature, lahko posameznih citatov v tem stilu, kot smo naredili, pa čisto tako drugega. Ampak pri oboje da se to poudarja na tem, da se širši javnosti, da se pričuje o pomenu svetega pisma. In je dela svetega pisma nam dala odlično priliko za to. No in seveda tudi svetim pismom so zdaj povezane konkretne potrebe, tako da je dobro, to je pa tretja možnost, da se pa podpira svetopisansko delo, ali da se zbira recimo sredstva za tiste, ki svetega pisma ne morajo kupiti, ker to je pomembno in vsi kristjani smo dolžni poskrbeti, ali pa tudi, da podpiramo projekte in dela, ki ljudem pomagajo približati Božjo besedo, ki so stvari od svetopisanske družbe, pa seveda tudi druge, ne možno se na nas omejevati. Se pravi, to so tri področja, se mi zdi, vsaj tri področja, ki spadajo v vsebino te nedelje svetega pisma. No in se pravi, zdaj mislim, da je mogoče prilika danes, kot smo zbrani, no, da prav spremljamo ta izziv, no, in da tudi predstavniki cerkva, ko so tukaj, da morda spremljate odločitev, to, da bo vaša cerkev od zdaj naprej začela praznovati nedeljo svetega pisma, začela organizirati stvari in seveda zelo naravno je, da se tudi potem povežemo skupaj. Ne. To je naša pobuda tudi strani svetopisanske družbe, ne nazadnje zato, ker ste pravzaprav dve cerkve tiste, ki ste nas ustanovili. Ustanovili ste nas zato, da delamo svetim pismom in tudi zato, da vas spodbujamo k temu, da zdaj mi samo odgovarjamo temu, k čemu ste nas poklicali na začetku. Se pravi, to je moja spodbuda danes, da se močno ugnezdimo v Božjem misijonu, ki je misijon Božje besede, da stopimo skupaj v tej veseli ponižnosti, ker nam daje moč. In seveda, da potem zelo konkretno tudi razmislimo, da je ena oblika tega misijona, morda konkretna je prav ta nedelja svetega pisma. Da stopimo skupaj, da naredimo nekaj znotraj naših skupnosti in zunaj naših zidov, da se dopismo do Božja beseda prigleda.
svoj dvigni, Jezus čaka te. Pridi k Jezusu, pridi k Jezusu in zavednic boš živel. Zdaj bremena grega te je razbremenil, prav te zdrav zapoj Jezusu, zapoj Jezusu in zavednic boš živel. Čeprav boš včasih padel, se tega ne bo. Ročimo se lotiti, padla bo. Opri se na Jezusa, opri se na Jezusa in zavednic boš živel. Včasih pot je strma in bolna boleči, oblaki ti zakrijejo pogled. Takrat zajoči Jezusu in zavednic boš na zemlji Bog končal, se v miru v Božjo slavo boš podal. Odletel boš k Jezusu, odletel boš k Jezusu in zavednic boš živel. Odletel boš k Jezusu, odletel boš k Jezusu in večno boš živel. Jaz bi se zahvalil gospodu Jažu Pivcu za to zanimivo srečevanje o Svetem pismu, da nas je malo spodbudil k temu je nenazadnje nedelja Svetega pisma. Zdaj bi pa predali besedo našim gostom, da bi vsak, ki ga bom pozval, spregovoril, ampak res na kratko en par spodbudnih besed. Najprej vabim rezultat gospoda Stiva Tercerova, pastorja Mednarodne krščanske skupnosti. Prosim. Naj bo naše pričevanje verodostojno, da bo svet prisluhnil evangeliju in mu veroval. Jaz sem tako vesel, sicer mogoče ne kamen na mojem obrazu, ampak vedel hočem za zdaj. Hvala Matjaž za to besedo in jaz bi rad prvi dejal, kot vodil oziroma pastor Mednarodna krščanska skupnost spremljal tvoje
poziv, da bi sodeloval prav na ta dan, če to postane nek venik oziroma obletnico, mi bi želeli sodelovati. In se mi zdi, da ta Sveti Duh, o čem tudi ja še govoril, nas poziva. V tem času, ko mi želimo, da poznanimo Evangelija. Jaz sem imel privilegij pred 22 leti prečkati eno veliko lužo in prihajati v Sloveniji, sem drugačen Američan, se opravičujem, ampak štejem kot veliko privilegij živeti, bivati v tej deželi in sodelovati z drugimi vernimi, kljub naših razlike, bolj in bolj prihaja na dan in tudi v srceh verujočih, da združimo z namenom, da z enim glasom, skupnim močjo, poznanjamo, da obstaja ena pot. Obstaja samo en imen, po katera lahko mi rešimo. To ime je Jezus Kristus. Aleluja. In želimo z skupno močjo sodelovati zato, da bo to veselje, to veselo oznanilo, ker bi lahko mi vsi skakali in ploskali od veselja, da to oznanilo je tudi naše življenje dotaknilo in je Božje vero prišel k nam, naše življenje spremenilo in to upanje želimo tudi dati drugim. Hvala lepa. Hvala, Stivo. Sedaj pa vabim predstavnika reformirane evangeljske cerkve, gospoda Davida Korna. V Jezusu smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas. In verujemo vanjo. Naj jo širimo na vse ljudi, s katerimi živimo. Hvala gospodu Davidu za to prekrasno misel. Sedaj pa vabim Sergeju Šrankovič, predstavnico Vinkoške cerkve centra Ljubljana. Lep pozdrav tudi z moje strani, vsem skupaj, ki ste želela Božji blagoslov in Božji mir. Hvala, Sergeja, rečemo dobre želje. Tudi Nenad Vitorovič, predstavnik Trubarjevega foruma. Trubarjev forum je združenje, s katerim želimo spodbuditi vse Slovence, da bi spoznali klasike evangelijske misli in te, ki so v bistvu postavili temelje evangelijskemu krščanstvu v Sloveniji. Se pravi, spodbuditi vse Slovence, da bi brali Trubarja, Dalmatina in druge in seveda še posebej vse evangelijske kristjane, da bi se zavedali teh skupnih korenin. Se pravi, tako evangeličane kot vinkošne, kot baptistične, jaz osebno sem iz reformirane evangelijske cerkve, kot David Korn, in na tem mestu bi poleg tega, da naj omenim, se pravi, verjetno ste že slišali za katekizem in abecednik, ki smo ga izdali v sodobnem jeziku doslej letos, oziroma konec lanskega leta še cerkveni red Trubarjev. Razvijamo tudi za osnovne šole programe za
za izbirne predmete. Skratka, potrebujemo tudi pomoč, če kdo zna lektorirati, če kdo zna pisati, ali kaj takega, rabimo sodelavce, naj se javi, pogumljam. To je ena stvar. Rad bi pa tudi izkoristil tole čist neodvisno Trubarjevega foruma za eno osebno zahvalo. Namreč kot neevangeličan sem pred kratkim končal študij, ki mi ga je omogočila evangeličanska fundacija Benko tudi z štipendijo, tako da hvala. Hvala, Nenad, in seveda pred kratkim gospod Nenad končal študij, sicer je doktoriral, tako da mu tudi v imenu nas vseh iskreni čestitamo. Sedaj bi povabo namestnika predstojnika Evangeljske krščanske cerkve Tonija Murbiča. Prosim. Hvala, da se bi najprej zahvalil Evangeličanski cerkvi v Ljubljani za tako lep sprejem. Hvala, da ste nas sprejeli. Hvala, da smo vam malo uničili cerkveni red oziroma energijo, tako zaradi tega niste bili potrpežljivi z nami. Hvala vam za to. Hvala, gospod Škop, da ste nas povabili, da smo lahko danes tukaj vsi. Hvala vsem vam, ki ste prišli iz vseh različnih protestantskih cerkva. Res velika hvala, da ste tukaj in da lahko skupaj sanjamo o prihodnosti. Pravzaprav, zakaj danes tukaj stojim? Zato, ker sanjamo o prihodnosti. In želim, da je prihodnost zelo drugačna, kot je bila preteklost. Ne reči, da je bilo v preteklosti vse slabo, ni bilo, veliko dobrega je bilo v preteklosti. Vendar, verjamem, da lahko nadgradimo to dobro s sodelovanjem, z enostjo v misli in današnji dan je ravno temu namenjen. Veselim se prihodnosti, ki jo bomo gradili skupaj. Hvala. Hvala, gospod Toni Murbič. Sedaj pa sledijo prošnje. Sveti Duh, zaupamo v Tvojo moč, v očetovo ljubezen do nas in v Kristusovo molitev za cerkev, zato te v molitvi takole prosimo. Naj bo naše pričevanje verodostojno, da bo svet prisluhnil evangeliju in mu veroval. V Jezu smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Naj jo širimo na vse ljudi, s katerimi živimo. Vera je iz oznanjevanja. Pokliči in pošli novih delavcev, mož in žena, duhovnikov in laikov za svoje življenje. Naj postanemo orodje pravičnosti, miru in solidarnosti in stene, ki nas delijo, spreminjajmo v mostove. Naj se otresamo vsake ozkosti in sprejemamo vernike drugih cerkva in verstev z ljubeznijo in spoštovanjem. Nebeški Oče, Tvoja dobrota traje vekomaj, svoje upanje polagamo vate, ki si nas ustvari, nam poslal pogrešenika in nam na veke ohranjaš svojo zvestobo. Usliši nas po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sedaj pa vidite domači verniki za nekaj znanil. Prihodnjo nedelja bo nedelja Septuagesime, ko bomo začeli z 70-dnevnico pred Veliko nočjo.
Božja služba bo ob običajnem času ob 11. uri. Imamo dva darova na cerkev, in sicer sta darovali gospa Robelik Irma 18 evrov in pa gospa Posedi Sida je na cerkev darovala 30 evrov. Gospa Posedi Sida svoj dar daruje na spomin svojih pokojnih, sicer iz Gornjih Slaveč, staršev, komplec Jožefa in komplec Terezija, sestre Vrtič Terezije in svaka Vrtič Jeze, sina komplec Dušana ter možev Francija in Alojza. Prosimo te vsemogočni Bog, naj bo ta spomin zahvala za splet žive vere, trdnega zaupanja in velike ljubezni do tebe, živega Očeta, Sina, Vnešnika in Svetega Duha posvečevalca. Tetno edinosti kristjane doživimo pričalo tudi današnje srečanje, čudovit Očetov dar. Molimo za edinost med nami, zbrani v Svetem Duhu, počastimo nebeškega Očeta, še v skupni molitve Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelje nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Gospod te blagoslovi in te varuje. Gospod na razjasni svoj obliče nad teboj in ti bo milostljiv. Gospod na obrne svoje obliče k tebi in ti da mir.